Babica, čepico imaš potisnjeno globoko na obraz in tako čudna si videti. Oglas. Volitve se bližajo in morda ste se odločili kandidirati tudi vi. Več možnosti za uspeh boste dobili, če boste nastopili kot nov obraz. Zato ne odlašajte. Oglasite se v sanatoriju za plastično politično kirurgijo Mik v Murgljah, kjer vam bodo hitro in kakovostno izdelali novo predvolilno podobo. Uspeh zajamčen. Poseg brezplačen. Edini pogoj je upoštevanje navodil operaterja ves čas trajanja mandata. Sanatorij za plastično politično kirurgijo Mik Murgle vam zagotavlja. Vaša zmaga, naš uspeh. Joj, babica, kako velika ušesa imaš. Da te lahko bolje slišim. Za nami so dramatični dnevi. Ravno ko je bila Slovenija že na pravi poti in je bila premierka Alenka Bratušek trdno odločena, da bo vse uredila, le malo časa je seveda še potrebovala, se je zgodil usodni kongres Pozitivne Slovenije. Pravzaprav se ni kar zgodil, temveč ga je sklicala Alenka Bratušek sama. Kateri vrag je prišepnil naj to stori, uradno ni ugotovljeno. Nobenega dvoma pa ni o posledicah, ki so sledile. Kot ptič Feniks iz pepela, ali pa bi bilo morda bolje reči kot riba Faronika iz zamrzovalnika. No, kakorkoli, kot nekaj takega se je iz zamrznenega stanja na slovensko politično prizorišče vrnil Zoran Janković. O njem je znano, da ne uporablja računalnika. Tudi pralnega stroja menda ne zna pognati. Ko pa gre za tehniko zamrzovanja in odmrzovanja, mu vsekakor ni para. Alenka Bratušek s tem seveda ni računala, a bilo je prepozno. Ko se tak komad odtali, je lahko rekla samo še: za nami potop. Poti nazaj ni več. Pot naprej pa vodi na volitve, ki jim vsi rečejo predčasne, čeprav ni dvoma, da bodo veliko prepozne. Kdaj volitve bodo, je zaenkrat še vprašanje. Vsi govorijo, da bi morale biti čim prej in se trudijo, da bi bile čim kasneje. Čeprav bi bilo za državo koristno, da bi čim prej dobila novo vlado, obstaja namreč kar nekaj razlogov za prelaganje volitev na kasnejši čas. Eden od razlogov je gotovo ta, da je koalicija še trdno na plačilnem spisku in nič ne kaže, da bi rada razpadla. Tudi dopuste je treba nekako izkoristiti, zato se prvakoma Desusa in Državljanske liste Karlu Erjavcu in Gregorju Virantu, ki sta med prazniki dopustovala v tujini, ni mudilo domov razdirati koalicije. Novi šef Pozitivne Slovenije Zoran Janković pa tako ali tako meni, da lahko njegova bivša strankarska tovarišica Alenka Bratušek še naprej vodi vlado. Seveda pod pogojem, da bo izpolnjevala program Pozitivne Slovenije. Janković kot politični naturščik pač ne ve, kaj je to koalicija in kaj koalicijska pogodba. Da ima težave s štetjem, pa tako vsi vemo, zato ne preseneča, ko razglaša, da mora državni zbor uresničevati program stranke, ki ima le kak ducat poslancev. Razlogov, zaradi katerih so predčasne volitve lahko tudi šele jeseni, je toliko, da vseh ni mogoče našteti. Najpomembnejšega od njih pa vsekakor ne smemo spregledati. Za uspeh volitev potrebujemo nove obraze. Izdelava leteh pa terja svoj čas. Odgovor na vprašanje, kdaj na volitve, je zato treba iskati v Murglah. Joj, babica, kako velike oči imaš. Da te lahko bolje vidim. Volitve se bližajo. Sanatorij za plastično politično kirurgijo Mik Murgle se priporoča in zagotavlja. Vaša zmaga, naš uspeh. Joj, babica, kako velike roke imaš. Da te lahko bolje zgrabim. Joj, mene babica, kako grozno velika usta imaš. Da te lahko požrem.